Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti, z vami sem Jonas Žnidaršič, tokrat v živo, z dvourno zakasnitvijo preko YouTuba seveda, ampak program je pa živ, ker danes imamo tak urnik, ne, Jan, v studiu sva skupaj z Janom Šiškom, daj Jan, pokaži se pred kamero za trenutek. Okay. Ampak hitro moramo iz studia, ne moramo si privoščiti ponavljanja, tako da. Prva novica. V državnem zboru poteka izredna seja o nakupu oklepnikov Patria. Ti to, Šiško, kaj veš o tem? Prav ta trenutek poteka. Zdajle, as we speak, kot bi rekli Američani in Angleži in druge angleško govoreče nacije, narodi. Oklepnikov Patria, ki so jo zahtevali poslanci koalicije. Že včeraj pa sta se na to temo sestala parlamentarna odbora za obrambo in za notranjo politiko. Obrambni minister Karl Erjavec je povedal, da je bila oddaja Resnica o Patriji pravzaprav laž o Patriji. Ker tako vsaj trdi Erjavec, da je vse skupaj laž. Lahko da je. Kdo ve? Predsedniku vlade Janezu Janši pogodbe o nakupu oklepnikov ni pokazal, torej Janša je čist, da se razumemo. Opa, ništa kontra Janše. Dino, pogrešam te. Temveč ga je z nekaterimi podrobnostmi posla le seznanil. Tako kot običajno podrejeni pač obvešča svojega nadrejenega. Jaz si ne predstavljam, da bi nekdo podpisal pogodbo za 278 milijonov evrov in tega ne bi povedal svojemu šefu. Ja, gospod Erjavec, jaz osebno si pa to komot predstavljam. Tako da se malo zamislim, pa srečam, predstavljam si, brez problema. Pa nimam ne vem koliko domišljije, ampak si kar predstavljam. Po tej trditvi je Cveta Zalokar Oražem iz poslanske skupine Zares Erjavcu na zasedanju odbora za obrambo prebrala izjavo Janeza Janše. Jaz se v te postopke ne samo, da se nisem vpletal, ker to ni bila odločitev na moji ali pa na vladni ravni, tudi s tem nisem bil seznanjen. Eksplicitno pravi, da ni bil s tem seznanjen. Zdaj me zanima, kdo tu v tej zgodbi laže. Laže tisti, ki tudi krade in boheje. Erjavec pravi, da je obravnavani posel najbolj transparenten v zgodovini slovenskega obrambnega sistema. Skratka, da ni bilo bolj prozornega posla, bolj transparenten pomeni pozoren, če se to si vedel, ne, Šiško? Ja. Prozornost, to je, ne, transparentnost, pozornost. Ni transparenten, da imaš zdaj ti transparente v rokah. In da ga še ni bilo tazga posla, da prihajajo tujci od zunaj gledati, pizda kakšen posel, le kako je prozoren. Tazga še ni bilo. Nikoli. Na vprašanje novinarke RTV Slovenija Marjete Klemenc, koliko zaslišanj je bilo opravljenih na ministrstvu oziroma v Slovenski vojski, pa je odgovoril takole. Na to vprašanje ne vem odgovora, ker teče volilna kampanja. Jaz se ukvarjam s položajem upokojencev, delavcev in tako dalje. Kar se zadeva ministrstvo, najbolj, če kriminalisti hodijo po... Zaenkrat nisem dobil nobenega podatka, da bi bil kdorkoli zaslišan, če pa bil, pa vprašajte službe na ministrstvu za obrambo. Minister se resno ukvarja s tem. Koalicijski poslanci pa so naravnost zgroženi in ogorčeni nad neprofesionalizmom finskih novinarjev. Jože, sem pa kar ogorčen. Poglej, kaj ta govori, no. Poglej, Finca, no. Prav jezen, no. Marjan, jaz sem še bolj. Ne znam ti opisati svoje ogorčenje. Fuj! Poslanec SDS Robert Hrovat se je ob tem spomnil tudi na slovenske novinarje. Zdaj vidim, da so slovenski novinarji dobri novinarji. Dobri novinarji. Ker s takšnimi zadevami se pa ne ukvarjajo. In to je dobro. In marsikdaj sem bil tudi jaz kritičen, ampak po tem, kar sem sedaj videl in slišal, je pa lahko izrečem pohvalo. Seveda ne vsem. Imamo določene ljudi, ki so v novinarskih vrstah, ki so pripravljeni za diskreditacijo Slovenije narediti vse. In imamo nekaj novinarjev v Sloveniji, ki sploh ne upoštevajo politikov.
teh pomembnih oblikovalcev bodočega slovenskega družbenega življenja. Lepo mu prineseš, vse lepo napisan, naslov, povzetek, fotka zraven, če češ, tudi oblikujemo ti, evo, vse imaš, lepo, prosim, daj objav. Pa še zmeraj nočijo, pičke lene novinarske. Odgovor Združenju novinarjev in publicistov, ki napada novinarjev, komentar dneva, Darko Štrajn, predsednik predsedstva Liberalne akademije. Peter Jančič nam očita stališča, ki jih nikoli nismo izrekli. V naši javni izjavi niti v eni besedi nismo presojali ali sodili o tem, na čigavi strani je resnica, kdo ima prav, finski novinar ali Janez Janša. To so nam v Združenju novinarjev in publicistov preprosto potaknili. Zato je povsem odveč cenen retorični manever, s katerim nas v ZNP sprašujejo, če se zavzemamo za črtanje 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, presumpcije nedolžnosti, ki določa obveznosti slovenskih novinarjev pri ravnanju, o katerem razpravljamo. Še bolj pa vzklik bo svobode tiska in govora res več, če nam zapečatite usta, ker ne mislimo enako kot vi, ki kaže na nenavaden občutek ogroženosti izjavljavcev, za katerega nikjer nismo dali povoda. Resnica je namreč povsem nasprotna. Za nas so novinarska združenja nadvse legitimna in zaželena, zato smo tem bolj šokirani, če v njih s takšno vnemo in periodicem napadajo domača in tuja novinarska imena. V tem se skriva tudi odgovor na dilemo, kdo zares ne razume premise nedolžnosti. V ZNP se namreč obnašajo, kot da že zanesljivo vedo, kdo je pravi avtor dokumentarca za razkrito resnico. V Liberalni akademiji želimo znova opozoriti, da novinarsko cehovsko združenje, ki ga vodi Peter Jančič, namesto zagovora zaščite avtonomije novinarjev, to nesramno blati, šikanira in namiguje na nekakšne skrite komplote za avtorje in uredniki finske televizije. Pri tem so si za svojo tarčo sposodili predvsem novinarja Blaža Zgago, kot da je ta nekakšen skriti prešepetovalec in pravi avtor obtožb, s čimer grdo diskreditirajo ne le njega, temveč tudi finskega novinarja in urednike. Če kaj takšnega počne politika, je nedopustno. Če to stori novinarsko združenje, ki bi po definiciji moralo braniti poklicno avtonomijo, pa to meji na škandal. To pa sta storili Janševa politika in ZNP z roko v roki, časovno in vsebinsko sinhrono. Sem gledal Jančiča na televiziji in rekel, da so krive volitve. Ja. Da če bi ta finska oddaja bila na sporedu pred 2 letoma, noben pa nas sploh ne bi pisal o tem. Noben, kje pa, zakaj to ni zanimivo, nekdo obtožil predsednika vlade? Ja, seveda. Minister za pravosodje Lovro Šturm za poslanca NSI kandidira v Mariboru. Na vljudnostnem obisku pri škofu Francu Krambergerju minister Šturm se namreč odločno distancira od cerkve in je njegov obisk zgolj vljudnosten, ker pač mora, mora je da nas zdaj užaljeni škofi, ok, grem. Na obisku pri škofu Krambergerju smo ga vprašali, ali lahko pojasni sporočilo Ministrstva za pravosodje, ki pravi, da lahko obtožnico proti finskemu novinarju, ki je žalil slovenskega premijeja, vložijo v Sloveniji. Nisem videl posnetka, grem stav, da se da. Ja, bomo zrihtali. Valjda, tlere, pridi, pa na Šeškan, kaj si pa govoril? Eni mediji so najavljali tako pravno možnost, drugi mediji drugačno pravno možnost, pa spovedali smo, kakšna je ena od teh možnosti, ki je daje slovenska zakonodaja. Več ni rekel, ne? Ne se bat, Šturm si bo že nekaj izmislil. Ne morajo mu soditi na finskem, si ima normalen. Fincem ni za zaupati, da kakšen kaos imajo. In kriminaliteto, stari deni, to je sama mafija. Pokvarjeni do konca. Ekonomija v razpadu. Ne vem, če imajo kaj za jesti. Danes še imajo, a jutr, stari, Finska, zategnite si pas. Tako ne bo šlo več naprej. Kultura, ne? Prosim. Slovenija, kultura. V portoroškem auditoriju je v soboto pred več tisoč glavo množico oboževalcev in predvsem oboževalk prepeval legendarni Čavko Zdrolič.
Še vreme v Ljubljani v klimatiziranih prostorih od 21 do 24 stopinj. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.